se bomo pogovarjali, če se bomo glasali, če se s tem stranke dodali, se bomo rekli, ne zadržati stranke SDS, dokrat pa stranke, da se spoštuje statistika države in celodišče, da se na sodstvo enostavno tudi vidimo na vse smerovanje, ki naša temeljna zaveza ravno prvi do spoštovanja pravne države. Vsem ostalimi strankami se bomo začeli enostavno tudi jasno pogovarjali in bodo večina programska sorodnost tudi pretekle izkušnje, če so te stranke delovale, koliko za tisto, ki so že bilo v času politiki in tudi jasno, koliko smo vsi skupaj sposobni dosegati nekaj pametnih kompromisov, da sklenimo program, ki za Slovenijo je najbolj pomembno to, in tudi tudi sporočilo volivcev, da ima stabilno vlado, ki bo prinesla spremembo na bolj, in ko prinesla novo politično pravno področje, spodbila res razvoj gospodarstva, spodbila javne finance in vse tiste ostale naloge, ki so tako zelo urgentne. Omenili ste javne finance, kdo bo finančni minister? O tem je še gospodin ampak novinarji že sprašujejo, ki ste mi dejal, sem hodil zagotovo in kako se bomo na naše stranke prizadevali, da bi bila to oseba, ki bi razbrali mi. To je na tistem resorju, ki mislim, da ga bomo res dobili mandat za vodenje vlade, ki mora predsednik vlade tudi imeti v sebi in to je zagotovo ena tistih državotvornih resorjev, ki je izjemno pomembna na tem mandatu. Pa katero resorje še želite vprašati na naši strani? Zato še absolutno razvode. Jaz bi na tej točki rekel, da je treba najprej temeljito stranke narediti in premisliti se pogovarjati tudi z drugimi. Torej na to vprašanje še nimam dokončnega in tudi ne more imeti odgovor. Kaj pa vsebinsko področja, ki bo vlada najprej zgradila? Ja, najprej bo vlada morala dobiti realen pogled v stanje, predvsem javno-finančno stanje in ostalo, kajti dokaj ti podatki niso popolnoma jasni vsem članom vlade, težko delati. Vemo, da včasih niti sami ministri v zadnjih časih niso dobro vedeli, kakšno je recimo stanje na njihovih finančnih postavkah. Potem pa so tukaj seveda jasne prioritete. Zelo enostavno povedano, že teh 8 do 9 področij, ki jih je Evropska unija s priporočili pravzaprav naslovila na nas, povejo, koliko je nekih nalog. Ampak jaz mislim, da gospodarstvo, torej spodbuda gospodarstva, konsolidacija javnih financ in potem hkrati so pozornosti in socialne vprašanja na tiste spodbude, da mlade družine, nezaposlene in ki so pod pragom revščine, tudi upokojence, ne pustimo, da padajo še nižje, ampak jih večjemu dvignemo. To pa bi s druge strani prinesel ravno zagon gospodarstva, tako da vidimo, da vse stvari so povezane in tudi ne bomo pozabili na druge sfere, kot so znanost, razvoj,